Jaz, ko sem šla študirati v Beogradu režijo, v prejšnjem življenju, ker še ni bilo toliko punc, so mi rekli, lepo te prosim, kje boš ti režirala, ti si ženska. Ko sem se preselila sem, so mi rekli, tukaj ni dovolj dela niti za naše režiserje, kaj pa šele za one, ki pridejo. Ko sem imela otroke, mi zdaj ne rečejo, ker se to več ne spodobi, ker zdaj, ampak basically mi rečejo, kdaj pa boš ti to naredila. Mi rečejo, a boš lahko, kar v resnici pomeni, si prepričana, da boš to naredila in da ne boš vmes šla, ker nek otrok bruha nekam zginila. Veš, ampak tega vprašanje, mislim, kaj pa jaz vem? Lahko bi že zdavnaj rekla, saj res baš pametno mi svetujete, dajmo se v knjižničarka biti, to bo bolj enostavno, ker je bolj primerno in pričakovanja so ta prava. Pozdravljena, z mano je Ivana Džilas, režiserka. Zdravo. In še marsikaj drugega. Jaz bom začela kar z opisom, ki je pač naveden ob tvoji knjigi Hiša na spletni strani založnika, Mladinske knjige, ker se mi zdi, da pač tako zelo kratko pa jedrnato pove kar veliko stvari, no, o tebi. Ivana Džilas je gledališka igralka za odrasle in otroke, pa tudi publicistka, ki piše o enakih možnosti in sprejemanju drugačnosti. Je priseljenka, ki od leta 1999 živi v Sloveniji, umetnica, ženska s kariero, prekerna delavka, še vedno prvič poročena, mama posvojenega otroka in otroka s posebnimi potrebami. Je lastnica hiše, kredita in magisterija, mislim, da kmalu prihaja tudi doktorat. Je tudi glasna, ima 40 let in nekaj odvečnih kilogramov. Roman Hiša je njen pisateljski prvenec. Si res to vse ti? Je še kaj... Po potrebi, vse. Kaj si od tega najraje oziroma kaj se največkrat izpostavi? Najljubše mi je to, da sem vse to. V resnici, ko pogosto moram pisati nekaj o sebi za različne priložnosti, in sem ugotovila, da se te koti, kako sebe opisujemo, glede na kontekst zelo spreminjajo. In ta izum, da tako naštejem vse, je nastal za v resnici neki forum politični, na katerem sem nastopala, med raznimi diplomati, predsedniki držav in vsi so imeli, pokazali so mi vzorčno biografijo, kako to mora biti in se je meni zdelo, dobro, jaz sem vse drugo in to nisem. Tako da sem pa razmišljala, čakaj, kako to gre s temi identitetami, kaj že vse, ker mislim, da težko sprejmem to, da se opredelim samo po spolu ali pa samo po tem, kaj ustvarjam in kaj delam, ali pa samo po svoji, ne vem, funkciji v družini ali v partnerstvu. Nekako moram imeti pravico, da vse to lahko je ena oseba. Na zadnje verjetno to tudi vpliva, ne, na tvoje delo. Mislim, vse, kar počneš, no? To je zanimivo, zato ker vse, kar počnemo, ni samo delo. In zdi se mi vse bolj nevarno, da sebe razumemo, identificiramo samo skozi uspehe, ki jih imamo skozi delo, pa še huje skozi količino denarja, ki jo zaslužimo skozi delo, ki ga opravljamo. In ravno to se mi je zdelo, da recimo mama otroka s posebnimi potrebami je v enem obdobju mojega življenja zahtevalo skoraj vso mojo energijo. V nekem drugem obdobju življenja je to, da sem umetnica ali pa ženska v moškem poklicu, ki se bori za pravico, da režira predstave, definiralo največji kos energije, ki ga uporabim, življenjske moje. V nekem tretjem obdobju sem bila v obdobju, kje živim, kje se selim, navajanja, odločitev, hudih odločitev, zbiranja te migracijske zgodovine svoje, pa je to bilo v fokusu. Ne gre, ni tako enostavno in ni tako linearno in ni treba, da je. Ampak kako pa kombiniraš, mislim, kako te stvari sobivajo v tvojem življenju? Mislim, kako se z njimi soočaš, kako praktično premaguješ vse te... Težko.
težko. Mislim, rečem si, ok, zdaj je to na vrsti, ali pa zdaj nekaj v fokusu, pa se s tem bolj ukvarjam kot z drugim, ali pa se nekaj samo od sebe zgodi in pa se moraš s tem ukvarjati in pol je pa to v prvem planu in skozi mi izgleda, da je to nemogoče vse to skupaj, da je to preveč za eno življenje enega človeka, pa pol pogledam nazaj, pa nekako je. Mislim, ker to se mi zdi, da zahteva človeka, mislim, več kot 24 ur, ne. In res, mislim, ogromno, mislim, tako neverjetno se ti zdi vse to, da kako pa sploh zmore, no, tako. Mislim, jaz imam eno drugo vprašanje, recimo, ko gledam ljudi, naprimer kot Robi Valtal. Drugo vprašanje, če bi se človek, a je zaresno velik uspeh, naprimer sazidati svoje gledališče in ga voditi toliko let, možen samo, če se sfokusiraš na eno stvar in se odrečeš drugim in kaj je z malo narobe, da nisem sposobna tega in zakaj se jaz ne zmorem odločiti. Ne vem, jaz nisem dovolj pogumna, da bi se odločila samo igrati, jaz rečem, da bom igrala na eno karto. Preprosto nisem dovolj pogumna. Zdi se mi, da ne vem, da mi bo žal, da nisem na drugih frontah tudi poskušala. Torej gre za neke izzive, mislim. Neke stvari so pa tudi take, da ti jih življenje prinese in jih ne pričakuješ. Tako recimo kot neke zdravstvene situacije, ki ti blazno spremenijo življenje, ali pa neke stvari, na katere ne računamo, ne vem, staranje svojih staršev, ki ti v nekem trenutku življenja vzamejo, ko dojameš, da ta odnos ni večen in da se moraš tudi njemu posvetiti in ti pol vzamejo en velik del tebe. Lahko pa ti ne, lahko se pa odločiš drugače. Samo jaz si tega ne zmorem. Si preveč po mojem tudi čustvena, kako bi rekla, empatična se mi zdi, no, do enih stvari. Tudi glede na stvari, s katerimi se mi zdi, se ukvarjaš, no. Ne znam, mislim, da vsi postajamo nekaj glede na izkušnje in priložnosti, ki so nam dane. Ampak pomembno je reči tudi priložnosti, ki so nam dane. Ker so del, nekaj od tega ti odprejo družba, nekaj ti odprejo starši, nekaj si sam lahko. Ta ideja, da vse lahko sami, je iluzija, ker ti, če si rojen v Somaliji, imaš možnosti, kjer imaš in domet tvoj nima veze s tvojim osebnim, kaj bi dosegel v nekih drugih okoliščinah. Ali pa če se rodiš v revni družini, nekje, kjer šolanje drago. Mislim, težko, zelo je težko in redko, tako da mi vsi nekako postanemo skozi situacije, skozi kjer smo šli, pa priložnosti, ker smo jih uporabili, da ne rečem izkoristili, ker to spet slabo nekako zveni, se oblikujemo v nekaj, kar postanemo in neke stvari sem zbirala na poti svoj, neke pa ne, ampak zbir vsega je zdaj to, kar sem zdaj. Ja, ker dostikrat se mi zdi, da ne vem, namenu ali pa ne, kot si povedala, dostikrat izstopiš iz te tvoje cone udobja, ne. In da si se priselila iz Srbije v Slovenijo. Tam ni bila cona udobja. Okej. Ja, okej. Ampak samo ta izkušnja, no, migracije ponavadi prinese neko drugačno izkušnjo, recimo, no. Ali pa to, da si recimo ženska v poklicu, ki ga trenutno obvladujejo moški, ne, če pomislimo na režijo ali pa vse manj, na srečo. Ja, tudi po tvoji zaslugi jaz mislim, no, da je prišlo. Nisem o tem razmišljala, ampak okej. Ja, tako da mislim, namenoma te cone izstopaš vedno iz cone udobja. Mislim, vse si povedala, no. Ja, dolg čas mi postane, ampak to je neka motnja v osebnosti. Postane mi, ja, naveličam se, pa malo moram drugam. Ampak resno mislim, da to je pač malo stvar karaktera. Ne, migrantska zgodba ni postalo mi je dolg čas, to je bila neka pač, ja, nekaj, kar je bilo, ker nisem bila samo jaz. V tem obdobju je skoraj 400,000 Srbov šlo iz Srbije. Tako da to je tako. Če mogoče opišeš, no, ker tudi imamo v teh identitetah pa migracijah,
Pač tudi izkušnje. Ja, jaz sem takrat bila zelo mala, predvsem mala, ko je Jugoslavija razpadla, sem bila v 8. razredu osnovne šole. Trend je bil, da zelo slabo je izgledalo, v smislu perspektive, da se bodo stvari spremenile. Velik del Srbije dejansko podpiral to nacionalistično logiko, ki jo je Milošević imel, ali pa mogoče malo totalitaristično, neke ostanke te ubogljivosti in tega ljubezni do enega vodje, ampak je velik del države, velik pomeni pol, kar je zelo boleče spoznanje, da ti v resnici si nekje na nekem mestu, zato jaz, ko se začnejo te zgodbe o razdeljevanju, me vedno strah me je v resnici, pa žal mi je, ker ko prideš na pol, je to izgubljena bitka za obe strani. Eni so pol iskali drugo možnost in odhajali, drugi so sigurno bili na zgubi, ker je blazno veliko izobraženih ljudi odšlo. Tako da te delitve, če bi se jih le dali izogniti, nikakor niso. Na vsakem primeru, v nekem trenutku sem dojela, da se spremembe ne bojo dovolj hitro zgodile, da bi jaz, recimo temu, normalno živela. Pod normalno mislim, recimo to, kar se mi gremo v Sloveniji, približno. To nič posebenega. Samo to, da delaš, pa lahko živiš od svojega dela, pa greš časno nekje blizu počitnice, pa da imaš zdravstvo, ki funkcionira, pa šolstvo, ki funkcionira. Ker ni vedno stvar samo v tem, koliko denarja imaš ti osebno, stvar je tudi v kakšni družbi živiš. V Srbiji si lahko zaslužijo tudi veliko denarja, pa kaj ti to pomaga, če basic stvari okrog tebe, ne vem, promet v mestu ne funkcionira. Pa kljub temu, da ti imaš največjega džipa, ki ga lahko človek ima. Kaj ti to pomaga, če ljudje okrog tebe živijo bedno? No, skratka, takrat sem bila mlada in revolucionarno ideje imeli, skozi podemonstrirali in spomnim se nekega trenutka, da sem razmišljala, da zdaj ali ostanem tu in sem del recimo tistega odpor gibanja in se ukvarjam s politiko, oziroma s neko socialno politiko, ali pa grem. In jaz mislim, da sem bila preveč egoista v tem trenutku in sem preprosto želela poskrbeti zase. Pa da nisem več imela energije. Skozi te iste boje, s katerimi nikamor ne prideš. Občudujem pa ljudi, ki so zavestno ostali in se borili za spremembo družbe svoje tam in doživeli in razočaranja in naprej in nazaj. Jaz sem se takrat odločila, da grem. Ampak se zdaj tudi vračaš, ne, dostkrat, mislim, verjetno? Ne, se ne. V nekem trenutku sem se mogla odločiti, kje zares živim in jaz dejansko verjamem, da je dom tam, ker vlagaš svojo energijo in da je tista dom in družba tvoja, tista družba, v katero gradiš. In se mi ne zdi sploh pomembno, kdo kam pride, ampak kam neko svoj čas, energijo, delo, družino, razmišljanje, kritiko, demonstriranje. V enem trenutku sem se začela nervirati okrog politike v Sloveniji in takrat sem dojela, jaz sem doma tu. Ker dokler sem imela to distanco, da je to problem nekoga drugega, nisem bila še... Ta trenutek, ko je to postalo moje, z vsemi svinjarijami in skrbmi, sem tu. Vmes se je pa družba v Srbiji spreminjala svojo smer in jaz v njoj nisem sodelovala. In to, kje si rojen, jaz ne vem, če je to dejansko. Počasi, zdaj je bilo 20 let, da sem v Sloveniji. Jaz sem prišla tu s 23 leti. Že zdaj je celo moje odraslo življenje v Sloveniji, ampak počasi bo tudi več mojega življenja, da sem tu kot v Srbiji. Pa zdaj si tu predstavljate, koliko sem prispevala družbi v vrtcu. Tako da je... Kako pa to dojemaš, mislim? Ampak to je tudi moje razumevanje migrantstva in tega, kako mi to zdaj skupaj živimo, tako skupaj živimo. Da, ko izstopiš ti iz nečesa, kar je tvoja država, to gre tako svojo pot in postane nekaj, ker
prepoznavaš in ne prepoznavaš. In meni se dogaja, da neke stereotipe v Srbiji prepoznam tako, ker jih imam že ugrajene, da ne prepoznam ulic več, da ne prepoznam načinov funkcioniranja, ker je življenje šlo naprej brez mene tam. Zanimivo, zdaj smo imeli Branka Đurića, ker on dosti te stereotipe recimo uporablja, recimo balkanske, no? In tako, mislim, se jih je že prej, no, tudi ko je bil v Sarajevu in tako naprej. Kaj pa ti v svojem delu, mislim, uporabljaš te stvari, te stereotipe? Ne, ampak Branko se je ukvarjal s tem tudi v svojem originalu, plus da je Branko še ena generacija malo to je velika razlika, kdaj ti greš. Velika razlika je, a ti greš kot formirana oseba, ki za sabo že ima ustvarjeno neki premislek o nečem, kot neka formirana oseba, ali pa greš kot neka oseba v oblikovanju. In ko si ti študent in greš kot študent, ti si neka še ne oseba, zares formirana, in pol te oblikuje drugače, kot če ti prideš in že sebe prineseš na nek način. Tako da jaz, recimo Svetlana Slapšak, ko se pogovarjam, njena zgodba je precej, njeno občutenje migrantstva, stare Jugoslavije, Srbije, v kjer je ona živela, in moje je popolnoma drugače. Jaz to enostavno tako razložim. Jaz sem prišla v Slovenijo z vizo v tujo državo. Svetlana Slapšak recimo, pa Branko Đurić so prišli v neki drugi del svoje države, s katerim so imeli odnos že prej. In to je velika razlika. Jaz sem prišla iz Srbije v nekem obdobju, ker sem se zelo zavedala tega, koliko je tam slabo in da grem na bolje. Recimo moj oče, ki je prišel v Slovenijo leta 91, ko je država razpadla, je prišel z velikim občutkom izgube. In to je vstopna situacija, ki je popolnoma različna. Jaz sem veliko lažje sprejemala stvari, tudi veliko lažje sem razumevala neka zavračanja in neke ovire, kot jih je recimo moj oče, ki je imel vse iz tega enega skupne države, nek malo občutek bolj pripadanja temu, da mu pripada. Zanimivo, ker je bila tudi taka majhna razlika, ko bi rekla v letih, mislim v tem smislu, da je niste, ne vem, 90-ga, 99-ga. Ja, ampak je v življenjski fazi. Razlika je v resnici v življenjski fazi, kdaj ti, dobro, pa še ta specifična situacija, da smo mi vsi dejansko živeli v nečem, kar je bila ista država. To zdaj ni baš ravno, kot da bi šel na Novo Zelandijo. No, zdaj, ko si že omenila pač ta kontekst doma in tako naprej, vmes kar imam teh vprašanj, ki jih imam, preskočila in bi kar šla na multivizijo in na to hišo. Koncept je grajen v bistvu na neki ideji hiše oziroma doma. Zakaj ravno ta? Ker je Ivana obsedena s hišami. Tako, ker je tudi tvoj roman, hiša. Ja, ne, v resnici... Mislim, ima kaj to veze sploh med romanom pa... Ne, preprosto je dom. Kaj je dom? Je vprašanje pravo. In kje je dom? To, kar smo se ravno kar menili. Kje je zdaj v resnici dom? In ali je prostor, v katerem mi živimo doma, smo mi doma, je družina doma, so spomini dom? Kaj je to, kar mi razumemo kao nek svoj prostor? Ker vsak človek mora imeti svoj prostor. In tudi, če se izmesti, si mora narediti svoj prostor. In tudi, če ima kakšno težavo, ne vem, kako gibalno ali karkoli, nekaj mora pripadati, nekaj mora biti. In je hiša zelo fajn simbol tega v resnici. In smo izhajali iz tega, prvo smo mislili delati v gledališču, potem smo mislili delati v galerijskem prostoru in potem smo prišli do tega živega prostora, avtentičnega prostora, ker se nam je zdel zanimiv, zaradi tega, ker smo slučajno ravno to hišo srečali in ta hiša se nahaja v Rakovi Jelši, ker neko specifično naselje z enim svojim specifično zgodovino in stereotipi, teh priseljencev in drugih kultur in mešanja kultur in nekega področja Ljubljane, ki je specifično za to. In ravno ta pozicija in pol je še blazno zanimivo bilo, ko smo vstopili v ta prostor, je on malo bil, kot da v njemu se čas ustavijo
nekje vmes med preteklostjo in sedanjostjo. Tako da je ta prostor, kot da bi sam bil v neki tranziciji. In naenkrat preprosto se nam je zdelo dobro, da bo postalo vidno, kot ti ljudi, ki so recimo begunci in njihove zgodbe, življenjske, kako so prišli v Slovenijo in se tu prilagodili ali ne prilagodili, ali znašli, ali se probajo znajti, postaviš v en konkreten prostor. Mogoče laže, kot če jih daš v bele stene galerije. Pa, če ti zdaš zraven žensko iz Sirije z njenimi fotografijami, ki jih je ustvarila na delavnicah, ki jih je naredila tukaj, pa z njeno poezijo, ki jo piše tukaj, in daš skupaj s koledarji, mislim, da smo tam videli v hiši, da je en iz 1985. leta, pa Vučko. Pa neke take stvari so, ki so nama te nekaj pomenijo eno zgodovino in jih prepoznavamo, njej, ki je prišlo od nekod, ne pomenijo, so jo popolnoma strane, neznane in kot predmet in kot zgodovina in kot ikonična slikica. In ravno ta srečanja teh prostorov in predmetov in zgodb, se mi zdi, da te zgodbe še lepše, da jih lepše poudarijo, kot bi jih črna škatla v gledališču ali beogalerijski prostor. Bomo videli, če je to res. Meni je všeč, da rečemo, da je to neka živa razstava, da ti se malo sprehodiš po tem, kako človek, ki je v vozičku ali pa neki disability ima, prilagodi sebi prostor. Lažje boš razumel, če to vidiš, kot če ti pripoveduje na PowerPointu. To je definitivno, ja. Je nekaj izkušnja. Kaj pa jaz vem, pa taka neka, pol je nastalo na nekaj, ker bo zelo intimen dogodek, ampak intimni dogodki imajo priložnost za čustvene, globoke dogodke. Zdaj, preden greva še naprej na to, kar si rekla, te čustveno globoke dogodke in te stvari, znotraj tega koncepta je tudi en koncept misfita, neprilagojenosti. Ne? Mi smo cel čas govorimo o tem, ne? Da ti nekam prideš in si v bistvu deloma sprejemaš okolje, v katerega prideš, ne, si odprt, so ti ene stvari razpoznavne, ne, po drugi strani pa si totalen outsider, ne. Mislim, ti je mogoče vsak korak tudi šok, recimo, ne. Ja, v bistvu ta prevod naš misfita, ki v neprilagojenosti je malo problematičen v resnici, zato ker se mi zdi, da se gre bolj za občutek, da na prvo žogo ne pripadaš in nisi enak kot drugi in da moraš najti en svoj način, kako bi vstopal v to družbo. Ker če rečemo neprilagojenost, to bolj zgleda kot neko zavračanje. Da nočeš biti, ne ravno obratno se mi zdi, da ljudje, ki smo jih mi imeli na delavnicah, si močno želijo biti del družbe in morajo najti svoj način, ker tako kot večina, ker je običajno ne gre. Ker ne morejo, iz raznih razlogov, ali ker so jezika, ali kulture, ali vere, ali gibalnih težav, ali nekih drugih težav, ker jih imajo, preprosto ne moramo vsi na isti način. Večina ima srečo, da to gre dosta avtomatično in laže. Pri nekaterih je pol to zanimivo tudi videti, ker pol tudi sebe vidiš. Nekaj, vidiš, to je, včasih se mi zdi, to je kot pri lutkah. Ko lutka pije čaj, naenkrat ti mali gibi, ki jih dela leseno trupelce, postanejo noro zanimivi in ti na drug način zagledaš, kako obično življenje zgleda. No, tako se mi tudi zgleda, ko vidiš, kako voziček ne gre skozi ena vrata, ker imamo zdaj ta ena vrata nazezajo in ne grejo nam večji vozički skozi ena vrata, naenkrat doživiš to življenje, ampak svoje, tudi drugače. Ker razumeš, da pismo, jaz grem skozi vrata. Kako lahko ena vrata postanejo življenjsko nerešljiv problem? Mislim, 2 centimetra širine vrata postane... Zdaj pa predstavljaj, da dobiš socialno stanovanje ali pa dobiš od mestne občine stanovanje in ne greš noter skozi vrata. In to noben ne pomisli. Mislim, kaj pa jaz vem, vidiš z drugega kota stvari, tako da se mi zdi, da ne vem, zdi se mi, da to zna biti
Zanimiva izkušnja, pa zanimiv. To, kar si povedala, me tudi recimo zanima, ne, ker omenjamo to v kontekstu neke umetnosti, neke umetnosti, ki bi naj nekaj povedala, ne, kakšen odnos je. Ti se tudi dostikrat angažiraš in preko predstav, ne, recimo tudi v tvojih predstavah dost nastopajo taki malo posebni liki, no, ne, zdaj sam glede kostumografskih stvari pa tako, ampak tudi po svojih dejanjih, da stopajo, ali pa svojih telesnih vzgledih, ne. Zakaj te liki, mislim, kakšna je ta povezava v bistvu gledališča pa vseh teh? Ja, zdaj vseeno, jaz precej razlikujem, eno je, to, kar jaz delam, je delo v profesionalnem gledališču s profesionalci. To, kar delajo ljudje na tem projektu, je herojsko delo. To je delo z ljudmi, ki niso iz tega foha, ker jim ti odpiraš neke nove svetove in istočasno probaš iz njih dobiti, da oni vizualizirajo ali verbalizirajo, ali odvisno iz kjer, ali pa v gib dajo neke svoje izkušnje. Jaz, recimo spet, recimo tega, jaz sem na tem projektu strokovni sodelavec, zato ker jaz poznam svoje omejitve. Jaz sem delala 2 leti z gluhimi in jaz vem, kaj to delo pomeni. To je naporno. Ti se vživljaš v življenja, čustveno izčrpava, iz njih probaš največ, probaš preprečiti, da se razočarajo, da niso dovolj dali od sebe. Probaš, da zraven padeš noter v njihova privatna življenja, ker ti nekdo zamudi ali ne pride, pa ti razlaga, zakaj ga ni bilo in padeš, nehote padeš noter še v ta socialen moment vsega tega. Če si pa približno empatičen, kar si, če si sploh prišel na idejo, da kaj takega počneš, si ne moreš pomagati, da te ne posrka to vse in to zahteva noro veliko energije in mislim, moja pozicija je tu samo taka, a lahko vsaj malo nekaj dam od sebe. To je neprimerljivo s tem, koliko so mentori na tem projektu, ker so dejansko to pripravljali, premišljevali in naredili, delali in sedeli zraven, dali od sebe. In je drugačna je pozicija, če jaz delam s profesionalci in ljudje pridejo, gledajo in to imajo nekaj od tega, neko misel, čustvo, ali pa če ti delaš z ljudmi in iz njih ven dobijaš to in jim pomagaš oblikovati. Je drugačna vrsta dela. Predstavljajte si, pri otrocih je to lahko. A delaš s profesionalnim violinistom ali učiš malo punčko violino. To je popolnoma drugačna pozicija. Ampak zaželen učinek je pa recimo podoben, ne? Ja, mislim, da je v resnici vsi govorimo o drugačnosti. In ta naš projekt zdaj in veliko mojih projektov radi govorijo o drugačnosti. To je bilo vprašanje. Meni se pa sploh, recimo pri gledališču za otroke, in resno imam teorijo, novo, svojo teorijo. Imam teorijo, da je gledališče za otroke dodajen plus ta vrsta socialnih projektov, kot to, da so to najbolj politična dejanja, kar jih lahko delaš. Zaradi tega, ker to so dejansko še prostori, v katerih so ljudje odprti za spremembe in se lahko vpliva na družbo in se spremembe zgodijo, ker v odraslem gledališču se najbolj pogosto dogaja, da se pogovarjamo s sebi enakimi oziroma z ljudmi, ki si podobno razmišljajo in so kupili karto in so zato prišli gledati mojo predstavo s polno zavestjo, kakšne predstave jaz delam in zato, ker to hočejo videti. In ker o tem sploh redko kdaj meni uspe kaj premakniti. Tam v gledališču za odrasle se mi bolj zdi, da je to neki prostor ohranjanja zdrave pameti, da se usedemo vsi skupaj, gledamo predstavo in si rečemo, dobro, razmišljamo o tem in tu so še drugi ljudje, ki radi o tem razmišljajo. Pri gledališču za otroke se mi zdi, da je odgovornost in vpliv, ki ga imamo, mnogo večji. In pri teh socialnih projektih je pa to dvojno. Po eni strani imaš odgovornost do ljudi, po katerih čustvih praskaš in vlečeš stvari iz njih. Po drugi strani imaš odgovornost do tih, ki pridejo pogledat, da jih malo premakneš, pa da dejansko razumejo to, da nekaj vidijo, nekaj, kar bo jim posebenega. Ne vem, hecne so te stvari, v resnici so zelo, vse bolj pogosto govorim odgovorne. In do tistih, ki so, in do gledalcev, ne, tudi po eni strani, po mojem. Da.
Ne? Da. Kaj meniš o tem političnem angažiranju? Recimo tudi vidimo gledališčniki, mislim, vstopajo kar zelo veliko politiko. No, smo zdaj spet pri teh raznih identitetah. Jaz, dajmo prvo tako, kaj mislimo o političnem gledališču? To mislim, da je treba se ukvarjati z otroci. Okay. To mislim zato, ker tam bomo mi sprejemanje drugačnosti dejansko. In to, kar se nam zdi prihodnost, to ni prihodnost, to je jutri. To je takoj, to je zdaj. Dokler se dvakrat obrnemo, že zdaj so otroci, so gledali moje predstave za otroke odrasle osebe. Zdaj, to je tako scary pomisliti, ampak moje prve otroške predstave so bile 20, mogoče 19 let nazaj. In če so jih gledali ljudje stari 6 let ali 7, so oni zdaj že odrasle osebe. In mislim, to je zelo hitro in v resnici šolstvo in vse ukvarjanje možno z otroci je definitivno najbolj politično področje in najbolj prav področje. Tam se res ne sprašuješ, zakaj. Zjutraj, ko vstaneš in delaš pametno predstavo za otroke, se ne sprašuješ, komu bo to všeč, za komu je to namenjeno, kam gre davkoplačevalci, a je prav, da to delam? Sigurno je prav. Samo če ne prenašaš stereotipe in dobro premisliš tematsko, estetsko in delaš to s polno resnostjo, če ne celo malo večjo. Pa ne govorim o tem, da bi recimo gledališče za otroke moglo učiti. Ne, gledališče za otroke ni tam, da uči otroke matematike ali geografije, zato imamo šole. Gledališče za otroke, da uči otroke lepega razmišljanja, da jim neki svetove nove odpre in to je že dovolj. Ampak že to je v resnici veliko. Jaz pa težko in gledam, sploh pa ne znam ustvarjati, pa predstave, ki vpijejo name, da bi neke blazne politične... Meni se to vedno zdi, pa zakaj se dereš name, če jaz mislim isto kot ti. Tako da to mi... Ali pa se mi zdi, čakaj, stani, tle smo vsi ti, ki mislimo, a gremo mi zdaj tam, ker nas bo kdo slišal, pa dajmo mi to povedati tam, kjer se zgodi, mislim, ali pa včasih se mi zdi, pa dajmo se pet ukvarjati s politiko zares. Zakaj mi govorimo, vsi političari so grozni in korumpirani in predamo jim vso oblast, mi se pa zapremo, jokamo, da nam dajo premalo denarja, nas ne razumejo in delamo za zaprti krog. Mislim, včasih je treba... razdeliti svoje funkcije in razmisliti malo, kaj počneš. A zdaj delamo spremembo družbe, a delamo, recimo, a se pogovarjamo mi zdaj o pogojih za ustvarjanje umetnosti ali o nekih sindikalnih pravicah, a se pogovarjamo o tem konkretnem projektu, ki ga zdaj delamo. Recimo, ko se menimo, nimamo dovolj vajde, hiperprodukcija, da se zmanjšujejo sredstva in vedno rečem, čakaj, stani, zdaj vadimo to, ampak dajmo, če to pogovarjamo, a lahko to damo na papir, pa damo predstavnikom sindikatov, zaradi tega, ker oni se ukvarjajo s tem. Njim je treba dati material. Te stvari je treba razmisliti, kje se kaj počne. Pa kje ima rezultate. Zdaj, vmes si omenila tudi eno ful dobra stvar glede gledališča. Gledališče je tisto, ki odpira razmišljanje in tako naprej. Se ti zdi, da je to vloga v bistvu umetnosti danes? Kakšen pomen ima za te angažiranje umetnosti, umetnost kot angažma, kot v tem smislu? Zakaj sploh umetnost? Zakaj gledališče? Zakaj tudi pisanje, konec konca se izhajaš tudi iz pisanja? To je ful lepo vprašanje v resnici in je vprašanje brez odgovora. Zdaj delam v Novem mestu. Predstavo, ki bo narejena po esejih Olivera Saxa. On je en ful znan nevrolog, zdaj že par let pokojni, ki je napisal blazno veliko case studijev, teh svojih primerov in je preučeval možgane. Celo življenje poučeval možgane. Ena knjiga esejev, po kateri bomo mi delali predstavo, se reče Muzikofilija. In on je raziskoval razne anomalije, kar je pač doktor in nevrolog, vezane za glasbo in možgane. Zgodbe tipa človek v govornici ga udari strela in začne čutiti noro potrebo potem, da igra klavir, kirurg.
odrasel človek, začne se neverjetno hitro učiti in igrati klavir. Ali pa te zgodbe z demence, ki so ful znane, da ljudje dementni popolnoma pa znajo pa odigrati celega Chopina na pamet, še zmerom. Ali pa, in v resnici je vprašanje glasbe in možganov, vprašanje tega, kje je ta potreba po izražanju in lepem v človeku je, a je to. In Oliver Sacks je bil znan po tem, da v času, ki je bil naklonjen biologizmu, takrat so se z genetiko blazno ukvarjali in je to bil čas, ki smo to razlagali na te načine, rekli smo mu, da je bil individualist, celo so mu v znanstvenih krogih to zamerali, ampak on je v resnici možgane in predispozicije križal z vplivi okolja in z nekimi dogodki. In je, ne vem, nihče ne zna odgovoriti v resnici na vprašanje, kje se začne glasba v človeku. Ampak to je vprašanje, kje je potreba po lepem. Jaz mislim, da mi imamo potrebo po tem, da izmenjujemo na neke lepe načine misli in čustva. In da je to samo po sebi že potreba. Da nič še dodatnega. Ni treba, da gledališče dela namesto ministrstva ali namesto vlade, da bi opravičilo svoj obstoj. Že dovolj je. To bomo delali pa na demonstracijah, ko bomo stopili tam pa rekli, ali pa na volitvah, ko bomo šli iz one obdobja pa se odpravili po deževnem dnevu voliti. Pa razmislili, koga bomo kandidirali. Ali pa mogoče, ko se bomo odločali, da sebe izpostavimo na neke funkcije, ki se dejansko spremembe pa moč zgodijo. Ali pa, ko bomo stopili na ulice zaščititi azilni dom, naprimer. Pa take stvari. Se pravi, umetnost ima neko moč, mislim, a se ti zdi, da ima umetnost neko moč spreminjati, ne, s temi sporočili, recimo, ne, tudi preko multivizija, ne, sej tisto, kar pri multiviziji delamo, dejansko ni samo prinašanje nekega lepega, ampak tudi nekega drugega, vzporednega sporočila. Se ti zdi, da... Ampak multivizija je izrazito socialno empatičen projekt. In je, mislim, ima več, to je zdaj smo spet na začetku, ali stvari lahko definiramo skozi eno stvar. Mislim, kako se bomo mi na multiviziji odločili od vsega tega, kar ta projekt je, kaj je primarno in je to sploh potrebno. Pri nekih ljudeh bo to izrazito, najbolj pomembno bo druženje, sobivanje in človeški kontakt. Pri nekomu bo najbolj primarno to, da naredi nekaj, recimo, če slepa oseba z asistentom fotografira in dela video, lahko nastane umetniško delo, ampak vprašanje, kaj je za njo najbolj primarno, je verjetno preseganje te nezmožnosti svojih. Je verjetno bolj primarno kot estetski izdelki na koncu. Tako da a je treba popredalčkati pa povedati, to je zdaj umetniški projekt, ali je socialni, ali je... Mislim, to je predvsem lep in potreben projekt, v katerem veliko ljudi na različne načine nekaj dobrega dobi zase in tudi mislim, da oni, ki bojo gledali, bojo dobili nekaj dobrega zase. Tako da, ni to super, da je na mnogo načinov nekaj pozitiven. Hotela sem reči koristen, pa se skozi izogibam temu, da vse mora biti za nekaj koristno. To se mi zdi zelo pomembno. Pozitivne izkušnje, tako da rečem.